Spoštovani novinarji, vse skupaj vas prav lepo pozdravljam. Zelo sem presenečen in pa vesel, da ste se odzvali v tako velikem številu. Praktično gre za mojo prvo novinarsko konferenco, ker bom skušal predstaviti razloge za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ. V Sloveniji namreč že desetletja spremljamo dvomljive in pa netransparentne prakse vodenja velikih državnih infrastrukturnih projektov. Vse se začne z samim umeščanjem objektov in pa tras v prostor, kjer se po pravilu izbere variante, ki so najdražje in vključujejo čim več mostov, viaduktov in pa predorov. Gradbeni standardi za projektiranje so velikokrat zelo visoki, kar posledično draži kasnejšo izvedbo same investicije. Najugodnejše ponudnike pa se izigrava tako, da postopek dobijo velika gradbena imena, ki imajo močne politične zveze. Prek dodatnih aneksov pa končna cena seveda naraste glede na ponudbe cene ostalih ponudnikov. V zadnjih dnevih smo prav tako tudi priča razkritjem, ki kažejo na netransparentno vodenje velikih državnih infrastrukturnih projektov. Pa če se dotaknem samo treh največjih, zatika se že pri drugem tiru, kjer so se trije ponudniki prijavili na javni razpis za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice. Kot kaže, 2 TDK išče dlako v jajcu z namenom, da se zavrne najcenejši ponudnik, s tem pa bomo seveda prikrajšani državljani, ki bomo isti objekt preplačali za več kot 5,5 milijona evrov. Podobna zgodba se odvija tudi pri drugi cevi predora Karavanke. Na prvem razpisu je turško podjetje oddalo najnižjo ponudbo v višini 89,3 milijona. Seveda so razpis razveljavili. Na drugem razpisu je bilo turško podjetje zopet najcenejše v višini 99,6 milijona evra. In kaj je zdaj tukaj pomembno? Pomembno je to, da bomo mi drugo cev karavanškega predora preplačali za več kot 10,3 milijona evrov. In to vprašanje želim zastaviti tudi pristojni ministrici, ministru. Želim pa slišati tudi argumente, zakaj bo gradnja predora na avstrijski strani, čeprav je daljši za 856 metrov, cenejša za 9,8 milijona evrov. In zakaj Avstrijci že gradijo predor, mi pa se še vedno pogovarjamo in izbiramo izvajalca del. Problematiko načina umeščanja velikih infrastrukturnih projektov v prostor in pa izbire trase zelo dobro občutim v Spodnji Savinjski dolini. Prihajam namreč iz Spodnje Savinjske doline, kjer se zadnje čase zelo veliko govori o odločitvi Ustavnega sodišča in pa o 3. razvojni osi in sami njeni umestitvi v prostor. Čeprav bi obstajala, bom rekel, mnogo boljša, okoljsko veliko bolj sprejemljivejša, cenejša, predvsem pa za Korošce hitrejša izgradnja hitre ceste. Želimo graditi tam, kjer bo za povezovanje od avtoceste A1 s priključkom v Šentrupertu do Velenja potrebno izgraditi 6 tunelov in pa 22 viaduktov. Tako bo na vsakem kilometru praktično od avtoceste A1 do Velenja, na vsakem kilometru bo praktično en infrastrukturni objekt. Korošci pa še vedno čakajo na to hitro cesto, ki bi jo že zdavnaj lahko izgradili, če bi bila volja in če jo ne bi gradili za gradbene barone, stala pa bi seveda več kot 200 milijonov evrov manj. Vse kaže na to, da se v Sloveniji veliki infrastrukturni projekti namenjeni zgolj gradbenim baronom, preživetju gradbenih baronov. Gradi se torej za gradbene barone, ne pa za naše državljane, kar bi se v prvi vrsti moralo. In ravno zaradi dopuščanja takšne prakse se vozimo po slabih in uničenih cestah, stojimo v kilometrskih zastojih, imamo slab javni promet. Drugo cev karavanškega predora
še vedno ne gradimo, imamo popolnoma zastarelo železniško infrastrukturo. Drugi tir se drži, še predno smo praktično začeli za samo gradnjo. Leta 2019 pa se pogovarjamo, zakaj iz Maribora do Velenja potrebujemo 2 ure ali več. In ravno zaradi vseh teh naštetih razlogov smo v Novi Sloveniji zahtevali sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, kjer bomo od odgovornih na ministrstvu in od podjetja 2TDK pričakovali odgovore, predvsem poslancem in pa javnosti, da podajo pojasnila, zakaj se druga cev karavanškega predora še ne gradi, zakaj bo drugi tir dražji tir oziroma mogoče zlati tir in zakaj Korošci še vedno nimajo hitre ceste, čeprav bi jo že zdavnaj lahko imeli. Predlagali bomo tudi, da Ministrstvo za infrastrukturo opravi smotrnost in pa zakonitost samih postopkov pri javnih naročilih za izvedbo objektov v dolini Glinščice in za izgradnjo druge cevi karavanškega predora, ter da Računsko sodišče opravi revizijo postopkov sklenitve aneksa pri projektu graditve izvlečnega tira. Prav tako bomo v Novi Sloveniji od Ministrstva za javno upravo zahtevali, da se spremeni Zakon o javnem naročanju, saj onemogoča učinkovito in transparentno izvedbo velikih državnih investicij. Obstoječi zakon, ki ureja javno naročanje, je namreč tog, neživljenjski in onemogoča hitro in transparentno izbiro izvajalcev. Zato je potrebno preprečiti, da neizbrani izvajalci mesece, praktično leta, s pritožbami na Državno revizijsko komisijo zavlačujejo z izvajalci del. Državna revizijska komisija prav tako ne sme več odločati tako neživljenjsko, pri izločitvi ponudb pa bi morali tehtati tudi dejstvo, ali najugodnejši ponudnik zaradi pomanjkanja referenc del resnično ne more izvesti. Obstoječi zakon naj bo tudi manj restriktiven pri dopolnjevanju samih ponudb. Bi povedal še eno zanimivost, kaj se dogaja čisto blizu nas. Na Hrvaškem bojo gradili železniško progo od Križevcev skozi Koprivnico do hrvaške meje z Madžarsko. Gre za 42,6 km dolgo progo, kjer bodo vlaki vozili s hitrostjo 160 km/h. Gre za rekonstrukcijo obstoječe proge, plus zraven bojo zgradili še en tir. Je pa res, da tukaj ni veliko, bom rekel, zahtevnih infrastrukturnih objektov, kot so na primer predori, viadukti, zato je še toliko bolj pomembno, kakšno traso izberemo, kar sem prej povedal in kar je zdaj tukaj najbolj pomembno od vsega tega. 42,6 km dolga proga bo kitajsko podjetje izdelalo za 325 milijonov, kar pomeni 1/4 našega drugega tira, pri tem, da je naš drugi tir bistveno krajši. Ta in pa mnogi drugi takšni primeri v tujini nam pokažejo, da se da velike infrastrukturne projekte graditi kvalitetno in pa poceni, in samo to si želim tudi v Sloveniji. In s tem razlogom smo tudi sklicali Komisijo za nadzor javnih financ, ker bomo o teh problemih na veliko razpravljali. Si pa želim, da bodo tam prisotni tudi predstavniki ministrstva in pa iz podjetja 2TDK. Hvala lepa.